Dobro jutro še enkrat vsem, tudi snežinke nas bodo razveselile. Naš športnik pa je tista prireditev, ki resnično poveže vse primorske medije na obeh stranih meje. Zgodila se bo že 31. v Kulturnem centru Lojze Bratož v Gorici, kjer bo priložnost spoznati najboljše športnice in športnike primorske. Športno inventuro leta pa bomo to jutro delali skupaj z novinarjema Radia Koper. Z nami je Primož Čepar in urednikom športa na Primorskem dnevniku, gospodom Aleksandrom Korenom. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Torej, sprehodimo se najprej po teh zanimivih kategorijah, ki ste si jih zamislili in že dolgo tako uspešno stojijo in branijo primorske športne barve. Težko je govoriti o favoritih, tudi precej nehvaležno, pa vendar. Ja, gotovo. Najprej bi poudaril, da bomo letos drugič poenotili kategorije, torej nič več zamejstvo in matična domovina, ampak vse skupaj 3 kategorije, seveda moški, ženske in ekipe. V vseh kategorijah zelo močni konkurenti, močni tekmovalci. Tu gre tudi za svetovne prvake, v kanuju govorimo o Taljat Božič na vezi, gre za Žbogarja, ki redno osvaja medalje na svetovnih prvenstvih v jadranju, gre za Mitjo Vilerja, ki je igral v Ligi prvakov z Mariborom. Torej, to so taki športniki, ki res dosegajo res visoka mesta, ne samo na lokalni ravni, ampak na državni in seveda celo evropski in svetovni. In v zamejstvu je tudi tako. Ja, rekli smo, ne, povezujemo obe strani meje, primorske meje in tam je tudi nekaj izjemno odmevnih imen. Ja, letos recimo predvsem v ekipnih športih smo v zamejstvu dosegli zelo dobre rezultate za naše razmere in upoštevajoč, da nastopamo v kontekstu italijanskega športa, ki je seveda zelo razvit. Imamo več ekip, ki so prestopile prag državnih lig med posamezniki. Pa, naprimer, tudi letos je v konkurenci med nominiranci Loris Manjak, je odbojkarski prvoligaš, pa jadralca Jaš Farneti in Simon Sivic Košuta, ki se potegujeta za nastop na olimpijskih igrah v Braziliji čez 2 leti. In pa namiznoteniško igralko Ano Bržan, ki je tudi v državnem vrhu italijanskem. Zato, da bi prireditev dosegla čim širši krog občinstva, krožite. Lani ste bili v Sežani, letos se družite v Gorici v ponedeljek zvečer. Kaj je tisto, kar pravzaprav vas še naprej tako intenzivno povezuje? Ste namreč za zgled dobre prakse medijskega povezovanja. Ja, kot je bilo rečeno na začetku, je ta prireditev res že z dolgo tradicijo, 31 let je to skupno nagrajevanje. No, zdaj, ko je najprej še Slovenija prišla v Evropsko unijo, ko ni več tudi šengenske meje, je bil res že skrajni čas, da se nekako poenoti te kategorije. No in šport tu prednjači pred gospodarstvom, pred politiko, tudi pred kulturo, če hočemo. In mislim, da je to tisto, kar nas žene naprej. Na obeh straneh so odzivi zelo dobri, tako da mislim, da so vsi pogoji dani, da se to nadaljuje v tej smeri. Mogoče bi samo še dodal, ne, prej sem mogoče pozabil, tudi pri dekletih imamo izjemno močne adutinje. Tu je Tanja Žakelj, ki posega po najvišjih mestih na svetu, pa odbojkarica Eva Mori, tu je Lucija Mlinarič, odlična kotalkarica, ki ima tudi svojo zgodbo. Torej, res konkurenca v Kulturnem centru Lojze Bratož v ponedeljek ob 20. bo ta prireditev bo izjemna. Torej, omenjate imena, ki imajo vse slovensko priznanje, torej se lahko primorski športniki kosajo enakovredno z ostalimi? Ja, če grem najprej na tako imenovano naša stran, prav gotovo. Ne, če so svetovni prvaki, potem je jasno, da se lahko kosajo tudi v naši konkurenci in vse več je tega, tako v individualni konkurenci, kot tudi v ekipni. Tu bi še enkrat izpostavil Mitjo Vilerja, ki je bil eden glavnih igralcev Maribora v Ligi prvakov, ki vemo, da je najbolj gledana športna prireditev v Evropi. Pa če malo obrneva, kaže v teh tesnih časih, da je sredstev tudi za šport žal vse manj in da se je treba znajti, lahko to ogrozi te odlične rezultate, ki smo jim na srečo priča ta trenutek, kako kaže? Mislim, da kriza je vse splošna. Seveda se zadeva tudi predvsem športne ekipe, tudi v zamejstvu, ker te ekipe so pač sorazmerno drage. Seveda tudi zato, ker recimo, kar zadeva nas, moramo upoštevati, da nastopamo v okviru italijanskih prvenstev, to se pravi v državi, ki ima 60 milijonov prebivalcev, ogromno lig. Da se recimo prebiješ v sam vrh, moraš od najnižje do najvišje lige osvajati 8, 9, 10 prvenstev.
da prideš v vrh, tako da za nas že to, da imamo ekipe, ki nastopajo recimo v tretji oziroma četrti italijanski ligi, to so dejansko poklicne lige. In seveda, če hočeš biti konkurenčen na tej ravni, je danes potreben tudi denar, gotovo. Če drugače ne zaradi tega, ker recimo mi smo Trst, Gorica, to so kraji, kjer pač živi slovenska manjšina v Italiji, so na periferiji države in že sama potovanja in gostovanja so izjemno draga in zelo oddaljena in torej je pač finančni aspekt pomemben. Ja, pokroviteljstva so velik problem, od tega ne smemo bežati. No, za protivtež pa je treba povedati, da ogromno mladih začenja s tekmovalnim športom, za organizirano vadbo. Če gremo tu v Kopru na športno-rekreacijski center Bonifika, vidimo, koliko teh otrok se ukvarja športom, no in to je tista tolažba za naprej. Seveda pa upam, da se bodo tudi časi spremenili, da bo spet tako, kot je bilo vsaj pred 10 leti, ko sponzorstva niso bile taka težava, kot so zdaj. Ker to je res težava, še posebej gledano za kolektivne športe. Individualci se nekako rešijo. Hvala za tole druženje in športni klepet. Povejmo, da bo Radio Koper prireditev spremljal neposredno. Ja, in Radio Trsta tudi. Tako. Televizija Koper pa bo vse zabeležila in tudi predvajala na svojem programu. Hvala lepa in vse dobro in čim več športnih uspešnih trenutkov v novem letu. Hvala vam in se vidimo v Gorici. Hvala.